Evo, začenjamo z našo okroglo mizo. Od Anice, ko sem ravno kar izvedel in od sodelavke, da se je nenadoma začela slabo počutiti. Včeraj mi je še pisala mail, da se zelo veseli tega dogodka. No, evo, tako je prišlo vmes. Jaz bi pa pol izkoristil tukaj, zdaj se pa že mi umaknili stol, pa sem rekel, da ne. Okay. Izvoli, Bernard. Tukaj zdaj en prazen stol. Če bi kdorkoli želel se priključiti v okroglo mizo, tudi od teh govorcev, ki ste že ugreti, lepo prosim. Ali je to Janko, ali je to Gito, ali je to Sonja Žorga, ali je še kdo, ki bi želel, ki bi želel priti do besede, pa mu do zdaj ni bilo omogočeno. No, gledajte, tukaj le bo, mogoče jaz se bom pol prisedel, če bo kdo še hotel priti, se lahko priključi. Evo, jaz bi zdaj mogoče predstavim še vse, ker mogoče za vse niste še seznanjeni. To je profesor dr. Blaž Mesec, dolgoletni sodelavec iz fakultete za socialno delo zdaj, to je višje šole, visoke šole. Boš, dej. Aha, super. In tudi bil na začetku, čisto na začetku v tem rakitniški izkušnji. Ne čisto v začetku, pa tudi ne veliko. Ne veliko, ja. Toliko si bil, Blaž. To pa pol. Potem Irena Andolšek, socialna delavka in psihoterapeutka iz svetovalnega centra za mladostnike, otroke in starše na Gotski v Ljubljani. Tudi imaš zdaj to prostovoljstvo, kolikor vem, si veliko tega organizirala na tem centru. Irino Unterrič-Žibert ste že spoznali, Janka Cefuto, Vita Flakerja. Tako da jaz bi odprl to okroglo mizo vseeno na ta način, da bi dal tebi priložnost, Bernard, mogoče, če si se že odpomogel od tega šoka in teh izjemno kvalitetnih govorov. Če vseeno imaš kakšen odziv, mogoče za začetek, da se ogrejemo in potem se odzovemo tudi na tvoje misli. Ja, tako da, pravzaprav, v tem smislu sem premišljal, zakaj človek nekaj dela, kako se mi je zgodilo, da sem začel to delati in seveda, kako je to šlo naprej. Gotovo, preživel sem eno dost tako lepo, ampak težko otroštvo. V intervjuju, ki ga je delal z menoj Aljoša, je vprašal, kdaj ste se pa rodil? Leta 37. In to je bilo pravzaprav čas, ko so vsi pričakovali, vojna bo, ampak žive pa sončno in lepo življenje. Pa nenadoma vojna res bila. In dolg časa, da so v Tržiču, kjer sem živel, ljudje rekli, zdaj so pa Nemci prišli, zdaj bo pa red. Ni bilo reda, ampak so bile žrtve in strah. Pa je bila pa svoboda. Svoboda je bila pa kakor eno pomračitev. Tista slika tam mogoče kaže to, kar imam jaz, kako je takrat izgledalo obzorje. Do leta 41 je bilo sončno, potem so bili sivi oblaki in
drugačni strahovi. Šola, začetek šole, nemška šola. Učiteljica govori nemško, nas so pa starša oba, oče in mama sta govorila perfektno nemško, kot da sta Nemca. Ampak hkrati pa neko šuntanje stricov te, to je svinjarija, da otroke učijo po nemško in nič nisem razumel. No, potem seveda svoboda nisem znal brati. Prišel pa v 3. razred. No, potem nižja gimnazija, padel na izpitu za višjo gimnazijo, in je bilo nekako rečeno, oče je rekel, veš kaj, lahko bi šel v šolo, ampak očitno nisi za šolo, boš pa nekaj delal. In njegovo geslo je bilo, če pa hočeš nekaj delati, se moraš pa prvo naučiti poslušati, ubogati, drugič pa tudi vztrajati, pa pri delu pa nekaj pokazati. Jaz nisem znal ubogati, nisem znal vztrajati in sem se tega bal. Ampak to je bila edina pot. In kam sem šel? IKŠ, tovarna avtomobilov Maribor, to je bila ogromna reč, okrog 400 vajencev so opisali vsako leto. In je bilo rečeno, da je to kakor tovarna novih kadrov za proletarsko, nadaljevanje proletarske revolucije. In Maribor je bil takrat še ves razbit. Vse povsod so bile ruševine, mi smo velikrat to hodili pospravljati, delati. Disciplina, je pa kakor neke vrste, bi rekel, mladinska vojaška vzgoja. Neskončno dolgo smo stali v zborih, na zbornem prostoru, to me zelo spominja, to, kar sem bral v koncentracijskih taboriščih, hude kazni in tako. Ampak, takrat sem dobil eno željo, da bi res mogoče delali nekaj takega, kakor je bilo ta zgodba, roman o ruskem pedagogu. Makarenko. In to je naenkrat, ali pa to me je preplavljalo, to bi pravzaprav mogoče pa Makarenko. Pedagoška posnitev. To bi pa mogoče pasalo v ta kontekst. Za tak socializem bi pa jaz bil, ali pa to bi pa bilo nekako, kar da socializem vzamemo resno. No, seveda poješ tudi psihologija, tja sem prišel bolj slučajno, tudi med študijem pravzaprav smo imeli nekaj dobrih predavateljev in predmet, recimo obča psihologija je bil zame čudovit, marsikaj je bilo pa zelo defektno. Mladinska psihologija je bila zelo malo v mladini, klinična psihologija je bilo nekaj znanja o testih, ampak kaj bi zdaj kot klinični psiholog lahko delal, nisem imel pojma. Kje bom pa dobil službo, in prva stvar, ki se mi je odprla, zapori v Dobu. To je bila nova zgradba
razpisane štipendije in to bo pa zate. Ampak seveda pogoj je bil eno leto, že ko sem končeval študijo, naj bi pod mentorstvom Miloša Kobala en dan v tednu imel kar neko izkušnjo teh zaporov. Te izkušnje so bile zame porazne. No, takrat se pa pojavi tako kakor, ne vem, čudež Pavle Koge in pravijo, zakaj pa ne bi prišel na šolo za socialno delavce. Oho, kaj bi pa jaz sam počel? Ja, si psiholog in oni bi rabili, a veš kako je. Tam so zdaj pravzaprav prvoborci, noben nima fakultete. Predavajo pa številni ugledni pravniki, ampak to ni nič o socialnem delu. To je tako nekaj pravnih znanj. In seveda sem bil navdušen, potegnil za seboj tudi Gabi Vogrinčič Ačinovič in se je začelo. Spet, prvi vtis je bil, to je krasen kolektiv, ti ljudje so me tako sprejeli, da ne morem verjeti, da je to res. Dobra plača, pa majhne obveznosti. Seveda se je to nenadoma spremenilo. Ti ljudje so odhajali v pokoj, eden za drugim, govorili so samo o tem, kako se spreminja zakonodaja tale pokojninska in če greš zdaj, dobiš za sigurno tako pokojnino, če še eno leto vztrajaš, ne boš dobil nič več, ampak manj in hopa, smo bili tule izpostavljeni. Takrat je bila pa huda stvar, praznina. In spet, čist po slučaju sem naletel na eno knjigo. Jaz sem pa takrat razmeroma dobro obvladal že nemščino, angleščino pa ne. In vsa literatura, ki bi jo lahko kje dobil, bi bila angleška. Ampak naš diplomat v Berlinu je bil poročen s socialno delavko in ona enega lepega dne pride k meni, pravi, zakaj ne bi tole prevedli. Friedlander, Žid, ki je pred Hitlerjem nekako deloval v Berlinu, bil tam zelo upoštevan, potem zbežal v Ameriko, v Ameriki pa napisal knjigo Metode socialnega dela. Tisto pogledam, trenutko se mi zdi to, pa zdaj vem, kaj je socialno delo. In moramo urediti ta prevod. Prepričam direktorico, prepričam svojo nekdanjo profesorico nemščine Doro Vodnik. Prevod izide, prejšnja predavateljica na naši šoli, ki pa morala po nalogu Vide Tomšič se jo vrgli iz šole, ker je uporabljala neko tujo nemško literaturo. Mi je rekla, Bernard, ti pa napiši za en tak uvod, da bo to ustrezalo tem razmeram. Uvod sem napisal, ampak noter sem uporabljal navajal sem primer gospe James. In ko je takratni dekan to prebral, to ne more biti v učbeniku socialnega dela. Pa kaj? Ja, gospa, čakaj, a bo to vršica, če pa primer iz Amerike. In začela se je gonja približno 4 leta. In vsak teden eno zaslišanje, vsak teden ena intervencija nekaj
No in ko je na koncu se to končalo, s tem, da je partijski sekretar Ljubljanske univerze prišel na šolo in so mislili, da zdaj ne bodo pa do konca vrgel ven, on je pa obrnil stvar in je pravzaprav kritiziral dekana, ki me je preganjal. In takrat sodeloval sem pa z Anico Kosovo. In takrat me ona pokliče k sebi, Bernard, da bi ti vodil en tak tabor, antiautoritaren tabor. To so, veš, študente, ki so strašno brihtni, ampak težki. Oni delajo kraval na filozofski fakulteti. In seveda obožujejo enega človeka, ki je profesor na primerjalni književnosti, partizansko ime njegovo je Hac, drugače pa Dušan Pidevec. Jaz za Dušana Pidevca skoraj nisem vedel, tako malo sem slišal o njem, tu pa tam, tako, ampak take škandalozne stvari. Zdaj, študentje, pa so se mi zdeli, jaz sem bil na seminarjih v skupinskem delu in to bi pa zdaj bilo nekaj, kar je pa priložnost zame. In hkrati je to metoda, ki bi morala biti koristna za socialno delo. To bi moralo na tej višji šoli, bi to moralo biti nekaj, kar bi jaz s prepričanjem začel učiti. Ne pa, da sem se nekaj mučil z neko psihologijo za socialne delavce. Vendar, ko smo imeli prvi sestanek s to skupino, to je bilo tako okrog 16 študentov, vsi so postali pomembni, vse so strokovnjaki, filozofi, prevajalci in tako naprej. Ampak, njihov dejansko idol je bil Foucault. Nadzorovanje in kaznovanje in kaj bi vi radi? Mi bi radi dobili mlade ljudi, bi organizirali kolonijo, ki bo trajala lahko mesec, lahko tudi več, in bo temeljila, izhodišča bodo demokratična. Ne bo to temeljilo na grožnjah, na kaznovanju, ne to, kar so delali naši fotri z nami, teh pripomb na družine je bilo še pa še, ampak seveda to so bile v veliki meri družine zelo uglednih ljudi. In nisem smel reči, to pa res, si mislim, da ta človek kot oče mora biti nemogoč. Ne. Ampak ja, demokratična vzgoja ni preprosta reč, jaz bil na takih seminarjih, in popolnoma smo se, nič se nismo ujeli. Ampak, moj pogoj je bil 25 ur skupnih pogovorov, in na koncu bomo videli, kaj bomo delali. Bomo prišli do tega. Po 25 urah smo dejansko prišli do tega, da smo napisali zakone terapevtske kolonije. Ampak zakoni so bili nekako taki. Ne bo kaznovanja, ne bo
naša ta reč ne bo služila nadzoru teh mladostnikov, ampak mi bomo nudili jim varnost in možnost za kreativno risovanje. Seveda sem pa vedel, kakšni bodo ti mladostniki, ker sem jih iz ambulante dela pri Anici Kosovi kar nekaj poznal. Se mi to ni zdelo prav obetavno. No, ampak začela se je, zbrali smo se tam pred kliniko, avtobus je prišel, in prvi vtis je bil, da to so pravzaprav mladi ljudje, ki so gotovo problematični učenci, ampak to so žrtve. V zadregi so, strah jih je, razmeroma mirni. V avtobusu se je ta mir že pomalem začel krhati. Je bilo že nekaj takih klicev, pa kletvice, pa tako, ampak do Rakitna smo se kar lepo pripeljali. Potem je pa bilo, kaj bomo pa delali? Mi nimamo kakšnega učnega programa. Mi bomo se šli v sezote igre, ampak vi boste predlagali. Pa kurac, kaj bomo mi? Se bomo videli, kako bo. In tako potem nastalo, prvo popoldne je bilo mučno, dolgočasno. Razdelili smo jih po sobah, gremo lahko na poslo, ampak zberemo se pred domom, pa bomo videli, se bomo kaj igrali, bomo šli na kakšen izlet. Nobenega ni bilo, vsi so tičali v sobi, sobe so bile pa na Rakitni v župnišču in seveda, že ko smo prihajali noter, je bilo veliko ropotanja. Jaz grem takoj k župniku, pač tule imamo zdaj, bo en mesec, tule stanovanje, to je eksperiment, ampak to niso urejeni otroci, se preklinjajo, mi ne moramo nič. Rogovili bodo verjetno, ampak seveda mi jih ne bomo kaznovali. Prepovedano pa je, da bi se pretepali. To smo pa, tudi en zakon, pač pretepanje, medsebojno obračunavanje ni dovoljeno. Če pa se bo to zgodilo, pa ne bomo kaznovali, ampak bomo poklicali pretepače na pogovor. Župnik, veste kaj, imam tule dobro vino, ga bova en kozarec spila, potem vas pa kar potolažim. Jaz grem jutri za en mesec enemu kolegu nekam drugam, bom nadomeščal nekje na Dolenjskem. V župnišču bo pa ostala moja sestra, kuharica, ona je pa tako gluha. Vidite pa skozi dvom. To je bila tako ena skrb manj. Nakar, stvar se vleče, večerja, pač vleče se naprej, pa ko je šla ura naprej, ko je postalo tema. In to je bil 1. julij, ko je dolg dan, ampak ko je postalo tema, je pa naraščal nemir. In nemir je pa v valovih trgajo. Kakor se je zdelo, zdaj bodo pa zaspali, je že se zaslišalo nekje kričanje, nekomu so nekaj špičali, in takrat je
so bili vsi pokojni. In to se je vleklo tako do ranih jutranjih ur. Drug dan, ne, smo bili vsi zbiti, ampak mi smo bili pač, saj jaz sem bil discipliniran, ne, zjutraj vstal, šel na zajtrk, nekateri mladostniki niso šli, noben jih ne bo budil. No, in tudi nekateri študenti so nekako tako slabe volje prišli. Ampak to se je nadaljevalo. Nekako tretji dan je bilo rečeno, Bernard, to je nesmisel. Mi računamo na to, to niso otroci proletarcev, to je lumpen proletariat. Vsi od Marksa do Lenina so jasno povedali, na take ljudi družba ne more računati. Če misliš, ne, da se lahko s temi otroci kaj naredi, ne, potem se krepko motiš. Pojdi dol, pač kot formalni vodja je bil sociološki inštitut, pa pedopsihiatrična klinika, in sem šel res Kanici Kosovi, ki je bila zame kakor strokovna avtoriteta, rekel, Anica, to ne gre. Tile študenti, ki ne bi bili kot vzgojitelji, tako rekoč štrajkajo, nič ne gre. In zahtevajo, v soboto mora priti avtobus in odpeljati Lumpen proletariat. Vse. No, seveda, ko sem jaz to, to je bila taka razsuta scena. In zgledali tako, kot da ti mladostniki, kaj se mi pogovarjamo, jih ne briga. Zdaj, nenadoma, mi se imamo dober. Mi ne gremo domov. Ampak to je pa šlo tako, kakor bi rekel, ena plima, ki narašča. In seveda zdaj študentje so nenadoma obnemeli. Čakaj, kaj ne pa zdaj naredimo? Mi nismo za to, da se to nadaljuje. No, in jaz sem pač tak človek, da zmeram popustim. Nisem vedel, komu naj popustim. Ali mulariji, ali tem študentom, ki so bili nekateri zelo ostri. Na kar zdaj pa ne vidimo, pa moramo se nekako dogovoriti. Nič, ne grem. Pojdi, pa boš videl, kaj se da izpogajati. Ok, grem in se bom res potrudil. Jih bomo že spokali v avtobus. No, in zdaj pridem Kanici Kosovi, ja, Bernard, mi smo s tako težavo to dosegli, da se je to organizira. A veš, kaj čaka te študente? Nekateri imajo eno politično kontrolo, jih zasledujejo agenti policije, ki jo danes imenujemo UDBA. Oni se ne zavedajo, kako je to resna stvar. Ampak, poglej, z najnega stališča je pa to nekaj krasnega, to je priložnost. Ok, priložnost, ampak kako ne zdaj jaz to njim povem, kaj naprej. Ona vzame papir, Bernard, poglej, ti mi zdaj pripoveduj probleme
najhujše probleme, jaz jih bom zapisala, pa šla pa še enkrat čez, pa bova videla, ali je res kakšen problem tako hud, a ne da bi utemeljeno rekel, ne gre. No in tako smo potem napisali 20 takih dogodkov, ki so kazali na to, da ne gre. In zdaj greva pa še enkrat skozi. Prvi dogodek je pravzaprav provokacija. Drugi dogodek je nemir mladih. In ti praviš, da je možno s temi stvarmi te stvari urejati na nek način s pogovorom, ne z grožnjami, ne s kaznimi. In evo, tle imate priložnost, to je lahko tudi za študente izziv, sem to jim mora znati povedati. In tako sva prišla skozi vseh teh 20, mogoče je bilo še kaj več. In res ona je ob vsake hudi stvari našla tako lep komentar, ne bi prenehal. No, potem sem se seveda odpeljal nazaj, in zdaj je pa nastala ta scena, mularija ne gremo. Študentje smo pa dolgo noč sedeli in sem jim razlagal pač ta stališča Anice Kosove, pa kaj bomo zdaj. No, in drug dan nekako mi pride na misel, takrat sem zelo živahno bral Morena, psihodramo, in naenkrat se mi tle pokaže ena taka stvar. Kaj, če bi mi jutri organizirali eno tako skupno seanso, da mi odigramo mulce. Bomo videli, kako bodo na to reagirali. Ampak zanimali bo pa najbrž. No, in ti sodelavci so se strinjali, smo si razdelili, ker nas je bilo tam gor takrat samo še 6, kdo bo koga, in seveda so se izbrala take izstopajoče, ki jih je bilo lahko karikirati. Zlasti tudi to, recimo dialekti, ker so bili iz vseh koncev Slovenije. No, in drug dan pa povemo, popoldan, bomo pa tu na igrišču sedeli v krogu, mi bomo, ta stari bomo notranji krog in bomo nekaj takega uprizorili, kako mi vidimo vas. Vsak od nas bo enega od vas igral, ne bomo povedali koga, to boste vi ugibali, pa bomo videli, kako bo dolg čas, najbrž ne bo. Seveda, to je zdaj povzročilo dvoje. Študentje so cel dopoldan opazovali vsak svojega izbranca. In se mi zdi, da je sprožilo nekaj, kar da nenadoma nismo bili več nezanimivi en za druga. Ampak mulci so bili nam zanimivi. Pa ne v tem smislu, kakšno diagnozo bi komu pripisali, ampak v tem smislu, kako govori, o čem govori, kaj je zdaj njegova tema. No, in potem se je to res zgodilo in neverjetno, mulci so se zbrali vsi in so živo spremljali. Ampak začeli protestirati, to ni to. Ampak
zdaj pa nenadoma mujci niso bili solidarni. Ja, točno to je, no, tak si. No, tako da je to se odvilo do konca, a ne, na koncu je pa prišlo kar nekaj takih stvarnih, a ne, bi rekel, kakor razgovorov, a ne, vi se nas izzivate, vi se norčujete iz nas, a ne, mi nismo taki, ok, ne, mogoče res nekaj tega, ampak, a ne, recimo, da boste vi jutri odigrali nas, pa bomo mi sedeli okrog, a ne, tisti, a ne, ki se boste odločili, da boste igrali nas, boste pa srednji krog in bomo videli naše ogledalo. No in seveda to je pa zdaj povzročilo to, da smo se zdi prvo noč spali, ker so imeli nekaj, kar jih je zanimalo. Med seboj so se razdelili naloga, ne da bi se mi v to vtikali, ampak oni so rekli, mi zdaj živemo, kdo bo koga igral, pa ne bomo povedali. No in drug popoldan je dejansko bil tam krog teh mladostnikov in so začeli kakor sestanek ta stari. In so nas dobro karikirali. Tako da mi nismo protestirali, ampak smo nekako tihnili, pa začela spremljati. No, in zdaj nastalo ena čudna situacija. Mulci so se smejali, a ne, mi, ko smo pravzaprav bili ves čas aktivni, pa nismo mogli nič zabrendati, nič umiriti, a smo se pa zdaj sami umirili. In nekako, kaj se dogaja? No, in po koncu smo potem povedali svoje mnenje, ampak ta mnenja študentov, a ne, so bila pa zdaj iskrena. Pač nisem glih tak, pa jaz ne bi tako govoril, ampak nekaj pa je na tem, ne, kar je zelo Grega, recimo, kakor me je uprizoril. In seveda mularija je bila zadovoljna s tem. No, in pa je bilo jasno, da ne želimo prenehati stvari. Drug dan se je stvar začela mehko drugače dogajati. Ene par skupin je šlo kakor na neke izlete, ampak so kmalu prišli nazaj, so rekli, pa nič se jim ne ljubi. Seveda se jim ne ljubi. Ampak zdaj, kako bomo mi ugotovili, kaj se jim ljubi? In tako so pa nastale recimo te stvari rim, šim, šim. Pa veliko je bilo pa tega, kaj, gnilo jajce. V krogu sedimo, a ne, pa tako. No in naenkrat, a ne, smo, kakor bi rekel, drugega videli, postali kakor prijatelji in je šlo dobro naprej. No, to je, bi rekel, začetek. Začetek ni bil program, začetek ni bil nekako tako, začnemo groziti, ne vem, kako bomo kaznovali, ampak pol ne kaznujemo, ne pa popuščamo in ne se kažemo kot permisivni, ne terapevtsko orientirani ljudje. Ne, začetek je bil vihar, ki nas je, bi rekel, preplašil in skoraj odnesel. Ampak ne, zadnji dnevi so bili pa dejansko tako, da smo po končani koloniji je prišla ena ideja, kaj pa, če so nam v zdravilišču dajali kakšna pomirila v čas. In
kar nekaj je bilo takih opažano, ne, da so rekli, ja, videl sem, ne, tam pri enem, kako ima široko odprte zenice. No, tako da potem smo s tem šli na doktor Milčinski, to na ta inštitut za sodno medicino in so naredili nekaj preiskav krvi, pa niso ničesar ugotovili. Ampak na koncu je bilo tako, ne bi šli domov, pa zdaj pa je zaključek, tudi starši vas čakajo in vse to, ampak lahko se pa dogovorimo, da se bomo dobivali vsak teden nagrado in izvajali te igre, kot smo jih tle. In to je trajalo potem 2 leti. Seveda niso prihajali isti. Že takoj so prišli nekateri novi, nekateri pa niso prišli. In na koncu, ne vem, mogoče, da je bilo še enih 5 tistih iz originalne skupine, ampak bilo je pa vedno več mularija. No in zdaj študentje so potem predlagali, da s tem končamo. No, je bilo pa potem seveda jasno. To je bila prva antiautoritarna kolonija, drugo leto bo spet. Takrat pa ne bo samo v Ljubljani, ampak bo tudi v Mariboru. In za Kosovo je tudi nekako mene poslala v Maribor, v Ljubljani pa pridobila Blaža. Pa kar ena ekipa drugih je bila. Ampak večina so pa bili iz prve ekipe. Vendar vreme ni bilo dobro, tudi niso več stanovali v župnišču, ampak v šatorih. In takrat se je zgodila nesreča in se ni dobro končalo. No, tako je bilo potem rečeno, da ti projekti jih ne bomo nadaljevali. Študentje so bili proti temu, da bi nadaljevali. To je preveč tvegano. Ampak takrat je pa mene moj sin prikosilo, takrat je imel kakšnih 12 let. Oče, pa zakaj? Tam se hodiš na grad, pa se igrate s temi barabami, mi smo pa taborniki, za nas se pa noben ne briga. Oho, in to je bil boščanski taborniški odred. In tam je medtem nastalo Štepansko naselje, veliko novih ljudi, nova šola. Kaj pa, če bi mi zdaj organizirali tabor, kamor bi pa povabili Štepance. Tako sem povedal. Sonjo spoznal. Kako? Živre Kitni. Ampak kot drugi. Tako da takrat pravzaprav nisem zelo videl. Takrat sem prišel gor na tist v bistvu tragičen zaključek. Ja, pa na pripravah si nasmel. Kako? Na pripravah si nasmel. Pa na pripravah, ja. Evo, tako da stvari gredo po, bi rekel, neki tanki črti. Kaj bo uspelo? In ni zdaj vprašanje, koliko si demokratičen, ampak koliko hud strah imaš, koliko se ti gre za to, da res iščeš kakšno idejo, ki bi bila rešilna. Da bi
a ne skoliko, kar pravijo za zdravljenje alkoholizma. Torej, ena od prvih stvari, ne, ki mi je bila, kar na šoli za socialne delavce, tako kar nekaj, ne, veliko pomoč je bil stik z Janezom Ruglom. On je seveda propagiral disciplino in tako, ampak je bilo pa tudi geslo. Pač zdravljenje pomeni, nikoli več ne bo pil. Ampak tega mu ne smeš reči, naslednji kozarc ga ne bo spil. In to zaprav celo življenje ne bo spil naslednjega kozarca. In vse se je tako rekel, kakor ena dopolnitev te filozofije grupne dinamike mi zgodila. Ja, evo, hvala ti. To me spominjalo na čase, ko smo te tako poslušali kot dobrega pripovedovalca zgodb. To te še vedno, ta dar imaš, tako da hvala ti. Velikokrat sva se pogovarjala o teh začetkih, ampak danes sem spet slišal kup novih stvari, tako da mi je bilo zelo zanimivo o tej dinamiki. Jaz bih kar povabil, mogoče, da še ostanemo malo v preteklosti, mogoče Blaž, mogoče Vito še kaj. Ja, Blaž gotovo. Ja, hvala za besedo. Jaz sem prvič slišal to zgodbo, tako povedano. Zdaj, če smo pri motivih, na kratko. Jaz sem 2 do 3 leta mlajši od Bernarda. To pomeni, da sem preživel vojno v blaženem miru, v zeleni jami, v družinski hiši, pač stanovanju. In zame se je svoboda začela kot svoboda. Se pravi, krasni pomladni dnevi so bili in prvi sem prišel med otroke. Celo vojno sem bil noter bolj ali manj zaklenen v dvorišču in jaz nisem poznal kaj dosti vrstnikov tega. Ko si ravno to omenil, to obdobje. Zdaj, k tej zadevi sem pa nekako tako prišel. Z Bernardom sva bila kolega po študiju, on je bil 1 leto za mano prišel. In po diplomi sem prvo službo dobil na Sociološkem inštitutu. Kot študent sem bil precej aktiven, so me poznali in tako mi je en starejši kolega, takoj, ko me po diplomi srečal, rekel, mi bi pa zdaj rabili enega. Ko sem bil na Sociološkem inštitutu, sva se nekoč z Bernardom srečala na Savi in mi je rekel, da potrebujejo nekoga, ki bi predaval statistiko en semester, honorarno. Pa sem rekel, denar prav pride. In psihologi smo imeli takrat, in še tudi danes, dobro metodološko šolo, dobro statistiko. In tako sem se odločil, sem začel honorarno predavati na Višji šoli za socialne delavce. Po letu 2, ne spomnim se dobro, je pa to tako všeč ratalo, hkrati pa mi je tista raziskovalna služba ni več pasala, da sem prišel za stalnega predavatelja na
Višja šola za socialne delavce. In tam smo potem nekako skupaj nadaljevali. Zdaj, moj osebni motiv je pa nekako tale bil. Po osnovni šoli, 4-razredni, so me vpisali na klasično gimnazijo v Ljubljani. Tam je leta 1952 profesor Pavel Kunaver ustanovil taborniško družino. In jaz sem 12-leten, naslednje leto je bil prvi, oziroma naslednje počitnice je bil prvi tabor v Cerkljanski Dobravi. In jaz sem postal navdušen tabornik in sem bil vso gimnazijo. In potem, ko sem diplomiral in se poročil in sem dobil otroke, sem svoje otroke takoj vpisal k tabornikom. Če ne bi bilo tabornikov, jaz ne bi bil to, kar sem. Tam sem se naučil socialnih veščin, v družbi smo živeli kolektivnega življenja, ubogati, ampak tudi nekaj prispevati in tudi veliko, bi rekel, prijetnega doživeti. In jaz sem rekel, to je vzgoja, ne? Približno istočasno, ko je Bernard doživljal to kalvarijo okrog uvoda, v katerem je poleg gospe, se mi zdi, da si omenil tudi Boga. Pa je pa gospa rekla, Bog pomagaj, ne? Pa si ti to napisal. Sem jaz napisal nek referat za kolokvije o prostem času mladine, ki jih je organiziral Zagrebški center za zunajšolsko vzgojo. In v tistem referatu sem primerjal, bi rekel, vzgojni slog v pionirski organizaciji pa v tabornikih, ki sem ga jaz doživel. In to sem poslal na Zvezo prijateljev mladine, ki je bila mentor, ne, ki me je pošiljala tja, tako nekako. In tam so me čez nekaj časa poklicali na pogovor, na tovariški pogovor. To je bilo leta 68, takrat, ko so Sovjeti okupirali Čehoslovaško. Tam so bili eni 3 tovariši, oziroma 2 tovariša, pa 1 tovarišnica, pa en profesor iz filozofske fakultete, ki je pedagogiko, ne? In so rekli, kako vi to morate tukaj nekako tabornikom dajati prednost, kot da bolj vzgojno delujejo. Jaz sem naštel male skupine, vodje so bili malo starejši, torej mladinci, ne učitelji, ne, življenje v naravi, učenje veščin in tako dalje. Ne. Kako vi morate dajati prednost tem pred pionirsko organizacijo? A vi veste, na čigavi strani so bili taborniki, torej Zveza tabornikov oziroma skavtov v Češko-Slovaški. Oni so bili za to Češko-Slovaško pomlad, ki je bila protisocialistična. Ne? No, ni bilo nobenih drugih konsekvenc. Omenjam to zato, bi rekel, da se ilustrira čas, ne, v katerem smo to doživljali.
Torej, eden od mojih motivov, da sem se priključil tem zadevom, je bil ta, da bi nekako se otroke ravno tako vzgajali, kot sem se jaz vzgajal pri tabornikih. Pa je treba reči, profesor Pavel Kunaver je bil zelo tradicionalen pedagog. Ampak to ni bilo pomembno. On je kot starešina tabora skrbel za to, da so bile veliko okoliščine primerne, vzgoja je potekala po vodih. To so bili starejši mladinci, s katerimi smo bili na ti in ki smo se tako pogovarjali, samo kakšne zelo hude reči je potem Kunaver obravnaval. Kazni so bile, ne bom zdaj naštel, kaj vse, ampak nič posebnega. So bile pa tudi take zadeve. Mi smo bili stari potem že 16 let. Začenjajo so se ljubezenske afere, dobili so fanta s punco v šotoru, punca domov. V ulici sem imel enega reveža, ki sem rekel, ta mora je z mano na tabor, doma ga je oče zatiral, od življenja ni imel nič in sem ga spravil na tabor. Seveda ga je na taboru sral. In Kunaver je rekel, ta fant mora iti domov. Ker sem se jaz zavzel, sem opisal domačo situacijo in Kunaver je popustil. Je rekel, no pa naj bo. Zdaj razumem. Takrat se mi je to dobro zdelo, neko dobro delo naredil. Nekega dne je na šoli Bernat prišel, pa je rekel, ti imamo, ne vem, je bilo to pred prvo, ampak mislim, da je bilo po prvi, pred drugo kolonijo. S prvo kolonijo nisem jaz nič imel. Mi imamo tam na Rakitni ene kolonije, take pa take. Če bi ti prišel na en sestanek s temi vzgojitelji, glede raziskovanja in tako. Bernat je prej omenil, da je na celo zadevo bedel Sociološki inštitut, ker je bila kolonija prijavljena kot akcijska raziskava v programu Sociološkega inštituta. In če bi jaz prevzel, ne vem, raziskovalno vlogo, da bi se potem poročilo napisalo in tako naprej. No in jaz sem se pojavil na enem sestanku z temi vzgojitelji, ki so takrat imeli za sabo prvo kolonijo, pa so se še sestajali. In prva zadeva, ker sem nekaj začel govoriti o testih, pa tako naprej, pa vprašalnikih, ki bi jih uporabili pri raziskovanju teh zadev, pa so rekli, to pa ne. Naši otroci ne bodo objekt raziskovanja. Sem rekel, kako pa pol to mislite, se na vse zadnje se da tudi z opazovanjem, z udeležbo, take stvari. No, dobro, ampak testirali jih ne boste. In res je pol to tako potekalo, da so zunanje sodelavke inštituta izvedli neke teste, ne vem točno kdaj. Ankete. Kako? Ankete, ne? Jaz pa sem bil samo za en dan povabljen v drugo terapevtsko kolonijo. Tako da jaz tam nisem bival. En dan je bilo prijetno, tam smo se nekaj igrali, pa kolo plesali, pa nekaj takega.
Moja naloga je pa bila potem na osnovi gradiva, ki pa je vendarle nastalo, so dnevniki, Irena je nekaj pisala, pa drugi tudi, napisati eno poročilo. In kot metodolog ne bi napisal metodološki uvod v to raziskavo. Kako se tega lotiti, nisem vedel. Nekje sem dobil ene take zvitke papirja, take role so bile, se mi je fajn zdel, bom lahko dolgo pisal. In sem začel pisati. Frane Adam je bil predtem napisal za svojo doktorsko disertacijo eno razpravo o akcijskem raziskovanju in kvalitativni metodologiji. Jaz nisem še dobro vedel, ne eno, ne drugo, kaj je, ampak dobro, to je bila akcijska raziskava. Preskrbel sem si literaturo, da sem se malo poučil. In potem sem napisal ta uvod kot neke vrste, ko bi rekel, po eni strani čisto tak običajen metodološki uvod, po drugi strani je pa to bila ene vrste polemika, kritika pristopa teh prostovoljnih vzgojiteljev, študentov. Zelo na kratko povedano, oni so rekli, mi teh otrok ne bomo zdravili, mi jih nočemo zdraviti, mi nočemo uporabiti nekih terapevtskih tehnik, tam so zavračali merjenje temperature v zdravilišču prvo leto. Jaz sem pa rekel, ja čakaj, zakaj so pa pol tle? Zakaj so se pa pol lotili tega? Zdaj, ali bojo otroci ven prišli boljši, ali ne bojo, nekako tako. A bo to imelo nek učinek, ali ne bo imelo učinka? In sem rekel, oni nočejo zdraviti, učinek je pa terapevtski, tega liha. Oni se hočejo samo srečati, učinek je pa, recimo temu, pozdravljen otrok, malo boljše funkcioniral. To je bil zame nek paradoks te kolonije, tega njihovega pristopa, samo srečati se, ne uporabljati nobenih tehnik. Paradoks, ki pa se je nekako čudežno pokazal kot učinkovit. Mene je pa tudi zanimalo, ali je tudi evalvacija, ali je to imelo kakšen učinek ali ne. So otroci res bili boljši in sem bil takrat tudi zelo kritičen pa zoprn, recimo do Anice, ki je napisala, prvi dan je bil tak pa tak, nakremžen, ko sva šla pa zadnji dan iz kolonije, mi je pa pomagal nesti torbo, tako naprej, indikator, da je boljši, ni več moten. To je bilo, kar se raketniških kolonij tiče. Tudi pohorsko kolonijo sem obiskal samo enkrat. Nisem sodeloval aktivno, v vlogi pač opazovalca in tistega, ki bo na koncu neko poročilo napisal. Pa so eni rekli, mi delamo, eni pa sam pišejo. Po svoje res. Ko se je to končalo, so se začeli pa taborniki, to je pa pol naslednja zgodba. Skupni imenovalec ali izhodišče, zaradi katerih sem se lotil potem ponovno aktivnega dela s taborniki, so bili pravzaprav grupno dinamični treningi, skupinska dinamika. Mene je bilo to zelo všeč,
te skupine, ti seminarji, tam sem prvič dobil neko zrcalno podobo sebe, ne, kar mi je pomagalo. In sem rekel, to je pa treba nekako spraviti v življenje še izven teh strokovnih krogov. In sem začel sam delati z eno skupino tabornikov na osnovni šoli Videti Pregršek v Zeleni jami. Mislim, da eno leto preden se je potem začelo v Štepanjskem naselju. In sem tako, potem je cela ta organizacija, to je bila enota Črnega mrava, se je priključila tej zadevi in potem smo imeli ta skupna taborenja in tako naprej. In raziskave okrog tega. Evo, še. Ja, mogoče še tole, če se glih spomnil. Da malo ilustriram svojo vlogo. Ko smo bili v Martuljku, smo taborili v Martuljku, sem nekoč po poti proti taboru prišel, ne vem, iz trgovine ali kaj, in vidim tam Bernard z eno skupino tabornikov, ki premikajo neke skale, neki se je most pokvaril in so hoteli strugo speljati dragam, da bi most popravili. In je tam Bernard bil z mularijo, da je to, pa to sem, pa ono kaj. Jaz pa, ko pridem, pa vidim to, pa rečem, poglej, kako lep prizor. In sem vzel fotoaparat, se postavil na primerno točko in slikal kako je zdaj to življenje v taboru. In Bernard je rekel, ko pa ti? A ti pa ne boš nič prijel? No, in to je bil en trenutek od mnogih, v katerih sem Bernarda zasovražil. Tako nekako. In te fotografije še imaš? Tako. Če imaš še te fotografije? Ne vem. Zanimivo. To že večkrat iskali. Okay, jaz bi se pomaknil malo naprej po času še, zdaj mogoče ti. Ja? Okoli tabornikov pa tega. Ne, tako, jaz se spomnim rečma, tako, jaz na raketni nisem bil, sem pa bil v stiku z vami, ki smo razne druge stvari počeli. No, skratka, po tistem, kar sem že prej omenil, me je Bernard povabil, ali ne vem kako, mislim, predvidevam, da je bilo tako, da sodelujem pri tem projektu Štepanjsko naselje. Da se spomnim, smo sedeli enkrat na inštitutu in zdaj rečemo, je bilo tako vprašanje, kako zdaj to iz rakitne, zdaj pa uporaba tudi pri tem projektu Štepanjskega naselja, pa da bo nekaj bolj realnega. Zdaj ne vem, videla sta bila, to vem, pa mogoče, če si bila ti, pa Bojan, Bekleva, tako, ena taka manjša zasedba in smo nekaj gruntali, kako bomo naredili. Bolj jaz tudi sem bil tabornik kot otrok, pa kot gimnazic v istem rodu, zdaj prej takrat odredu, s Pavlom Kunaverjem, ki je bil, bi rekel, dosti bolj ošter in tako se spomnim, Bernard, ki si pravil, kako je bilo že ime tvojemu starešini v Mariboru. Smeh. Smeh, ja. Čist nekaj drugega, te anekdote, ki si ti, se spomnim, si šel zatožiti, kako se eni po šotorih, pa v grmoju, pa te obrnil, v tem smislu, a bi ti tudi rad, ali kaj, čist nekaj drugega,
Kunzi, smo mu rekli v naših štatih. No, ampak rečemo, ne, nekako in tudi, kakorkoli, ne, iz te izkušnje sem jaz tam predlagal, ampak sem pol videl, ne, naknadno, da je bilo vse že napeljano, ne, da bi se šli tabornikov, ne, in tebe Jerry in ti si bil že tam, ne, in tako naprej, no, ampak kakorkoli, ne, je bilo, bi rekel, ena taka, no, ampak vprašanje je bilo, ne, to, ne, kako zdaj, ne, tudi to, kar je Blaž rekel, kako zdaj ta znanja, ne, ki so bila, bi rekel, razmeroma umetna, pa malo ločena od konteksta, ne, kako jih zdaj prenesti noter. Ne. Zdaj, ne, še zlasti te prvi tabori v Martuljku, pa tudi še kakšen, ne, je bilo pa zame mogoče malo nasprotno, kakor je Blaž govoril, ne, malo tudi zaradi te generacijske razlike, ne, zame rečemo v tem smislu, ne, imeti prijatelje, prve ljubezni in tako naprej, so bili taborniki verjetno isto, kakor za marsikoga od nas tukaj, ki smo to dali skozi. Ne, ta bi rekel, Kunaverjev pristop, ne, trd, ne, in pa tudi hierarhija, niti ne, Kunaver je bil že takrat star, ne, da jaz, ko sem bil dobrovolja, pa sem zraven njega v pižami stal, ni po gruntu, ne, ali pa se je delal, da ni po gruntu, brno. Kako je bi človek po gruntu? Kako je bi človek po gruntu? Ja, ker niso tako črtali. No, ampak kakorkoli, ne, rečemo, ne, tisto sem pa tako kot marsikdo v tistih časih šel, rečemo, tam nekje na polovici gimnazije ven, ravno zaradi tega, ker, ne, je bilo preveč avtoritarno, preveč vojaško, smo bili Roza, pa jaz smo bili uredniki Zmajev glasila, ne, da smo pol noter objavljeno lirano pesem, ne, ki je bilo jebiga noter, ne, in ne, seveda je bilo to škandal in tako naprej, in pol smo šli po svoje. Ne, ampak to hočem reči, ne, da je pravzaprav, ne, to, kar, ne, zame je bila pol, bi rekel, vračanje k taborništvu, pa te tabore je bilo po eni strani, rečemo, ne, nekak vračanje z nostalgijo tudi nekam nazaj, pa ne, tako kot si ti govoril, po drugi strani pa tudi neka psihodramska borba proti temu, proti krivicam, ki so se nam tam kot otrokom dogajale. Ne, se mi zdi tako, da bi rekel pravzaprav, ne, iz te izkušnje, iz tega negativnega dela izkušnje, ne, kot otrok, ki sem imel pri tabornikih, a ne, sem črpal to, da sem lahko se za otroke postavil, pa ne, ker je seveda rečemo, ne, nekak začetek je bil ne, zelo naporen in daleč od tega, da bi bil gladar. Ne, rečemo, ne, me so tudi, ne, te pa stari taborniki, ne, so me hoteli izključiti tabora, ne, na ta prvem Martuljku, ne, zato, ker sem na taboru kadil, ne. Ti si tudi takrat še kadil. Ampak je druga generacija. Pa jaz tudi. Pa jaz tudi. Ne, ti si že nehal, jaz se spomnim, sem imel v predalu, v pisarni, sem imel še fajfe, ampak so učivale, tako. Mogoče, da si kakšnega prežal, ja. Ampak kakorkoli, no, to sem hotel reči, ne, nekako in tudi ta, ne, tisto, kar je rečemo, ne, seveda, pa so, ne, ta konflikt, ki je bil na začetku, ne, se mi zdi, da je pomemben, ne, in seveda smo ga doživljali tako, bi rekel, mučno kot ljudje, ne, ampak
izkušnja skupinskih dinamičnih treningov nam je pa dala, bi rekel, neko upanje, da se bo to razrešil. Da je to, bi rekel, da to ni neka zadeva, se ponavlja. Ja, in ki bo ustrajala in kjer je treba z vsemi sredstvi iti na nož, nasprotno stranjo in tako naprej. Čeprav je bilo, bi rekel, večkrat zelo blizu tega, ampak rečemo, nekako smo vedeli, lahko se tudi kaj začne razvijati iz tega. In tudi se je. In to se mi zdi, čeprav to ni bilo, ni nuja. Če se spomniš, Bernard, si imel stav ob strani, ko smo imeli ko smo hoteli reformirati mladinske delovne akcije. To se vili je, bi rekel, en posledica te reforme. Ampak to sem hotel reči, tam nam ni ratal. Mislim, še vedno so bili pomembne izkušnje, pa tudi rečemo, kaj se na sistemski ravni nam je ratal, pa so se brigade spremenile v delovne tabore in tako naprej, pa rečemo, v tisti konkretni situaciji so nas pa sadpela in nas obrnili. To hočem reči, ta neka hollywoodska razrešitev, ki je bila, ni nujen del, lahko grejo stvari tudi slabo, in se ne končajo tako za neko sintezo, ali pa sintezo, ki je taka, kako se že reče, disjunktivna sinteza, Disjunktivna sinteza. Malo gluh sem, veš. Disjunktivna, jaz pa imam protezo, ja. Ta kombinacija je težka. Mogoče lahko predavamo. Način pa se. Razvila se je druga izmena. Zdaj, glede na to, da je čas, tudi že kar nas malo stiskal kot. Irena, kje si ti zdaj z vsem temi zgodbami? Ja, jaz bi najprej rekla Blažu, da jaz na nobeni rakitni nisem bila, tako da moji dnevniki so iz časa Martuljka in Zabič. Tako da sam malo popravim. Tako da jaz sem malo razmišljala o vojni, ker sem tudi jaz se spomnila enega lepega dne, ko sem bila, mislim, da že 50 let stara, pa sem se zavedla, da sem se rodila 15 let po vojni, drugi svetovni vojni. In takrat sem jaz dojela, da to ni pravzaprav zelo veliko časa. Nikoli nisem tega dojemala. In danes, ko se pogovarjamo in obujamo te spomine, sem se tudi zavedla, da veliko vas ne poznam, da vas nikoli nisem videla, srečala. In sem potem hiter, ko ste govorili o letnicah, o tem, kdaj je bil kdo na taboru, kako. In sem zračunala, da pravzaprav, da moje udejstvovanje pri tabornikih, pri teh projektih, in da je to bilo pred vojno, pred slovensko vojno. In da potem je prišla ena druga obdobje, kar se mi zelo zanimivo zdelo, kako ste začetke indijanskega dneva in teh stvari nadgradili, kako ste nadgradili tudi te, bi rekla, terapevtske vsebine za vse udeležene. In sem potem videla, da je zdaj pa en nov čas. In če tukaj sedite modreci, moški, ko smo včasih ženske se razburjale, da nikako ne moremo priti na vaš nivo, sem zelo vesela, da je zdaj tukaj Irena in Jasna, ki imata
drugo energijo, ki nadaljujeta te stvari z svojimi idejami in je to na nek način ena vsem drugačna energija. Ne? In jaz sem ponosna na to in hvaležna, Bernard, tebi in Blažu in seveda vsem, ki smo ustvarjali te projekte, ker v resnici moje delovanje od začetka na svetovalnem centru, kjer je bila Anica direktorica in mi je omogočala, da sem sodelovala še naprej v teh projektih, ponosna pa sem na to, da sem to znanje v bistvu uporabljala od prvega dne mojega službovanja in ena in edina bila dolga leta, ki sem verjela v skupino, v skupinsko dogajanje, v vrednost združevanja otrok v skupino in ne pretrgoma, razen moje porodniške pa covida, vsa leta vodila eno ali dve skupini. In tako podobno, kot mogoče si ti karikiral, kaj so učinki tega dela, težko jih recimo zmeriš z nekim takim natančnim merilom, ampak ko na koncu starše poslušaš in ko vidiš, kaj so otroci pridobili in tudi kar sami povedo, je nekaj, kar je neprecenljivo. Je neprecenljivo. In tudi, če imajo v šoli, ne vem, interesne dejavnosti, če hodijo k športu, super, fajn, ampak s temi principi, s temi vsebinami, s tem nekim demokratičnim ali pa svobodnim pristopom, da sodelujejo, da vplivajo, s tem pač ne moreš, pridobijo nekaj, kar druge ne morejo. In meni je seveda žal, da kot otrok nisem bila pri tabornikih, nisem imela te izkušnje. So mi pa ta leta, ki sem bila na taborih ali pa sem bila vodnica in danes pozdravljam mojo Andrejo, ki še vedno se predstavlja s svojim taborniškim imenom in ponosna sem na Igorja, kako lep govor je imel in kako lepo si Igor predstavil, kaj si pridobil in midva smo imela ogromno enih izkušenj in upam, da bom jaz imela takole kako reka predstavo, da boš tudi meni kaj povedal, A veš, tako da sem zelo vesela, da je tudi ta, ta druščina močnih žensk od Sonje, Olge, Zore in Elze tukaj, kar se mi zdi, da je tudi zame to zelo pomemben obdobje mojega življenja. Hvala, Irina. Tako da, to je moj prispevek. Ja, hvala. Hvala. Janko? Jaz sem že prej nekaj povedal. Jaz sem se v bistvu nekako v teh projektih naučil neke stvari, da sem potem jih upal sam delati. In sem jih delal v bistvu do zdaj, oziroma jih še delam. Zdaj, potem se da govoriti veliko. Tudi tako, zdaj, vsaka situacija je nova situacija. Vsak tabor je zgodba zase. Tako da, jaz imam serijo dobrih izkušenj iz teh projektov, ko si jih vodil ti, ko smo imeli neko situacijo enih druženj, enih izobraževanj, serija dogodkov, ki so na nek način polnili s kvaliteto eno življenje, tudi moje, tudi kvaliteta vaše življenja. Potem sem šel pa v bistvu tudi, ko sem šel v službo, nekako tudi sem videl ta potencial teh zgodb, teh projektov, tudi zato, da lahko svojo službeno delovno kariero to vključila. Pa to je bilo tako velika ena dobra popotnica. Zdaj, jaz upam, tako, jaz sem prej menda malo črnogledo tisto zaključil, kar sem povedal, ampak zdaj, jaz mislim, da malo črnogled, malo slabo je, se konec koncev tudi ta obeleženje na fakulteti za socialno delo, recimo. Tudi fakulteta tudi na nek način
kot da ne zna potegniti tega, ne, iz svoje zgodovine in tudi na nek način prenesti naprej. Ne. Ko se mi zdi, tudi centri za socialno delo niso dovolj vključi vseh teh dimenzij, ki si ti vnašal za svojimi projekti in bi jih lahko za svoj prakso pa zato tudi mogoče generirali ali pa nadaljevali na različnih koncih. Ne. Tako da jaz bi to povedal. Meni so te stvari pomembne, jaz sem na nek način. Lahko samo dve stvari. Ena stvar, da bomo, upam še pred koncem leta, tudi na naši fakulteti nekaj pripravili. Ne upam, skoraj gotov sem, bolj od Bernarda odvisno. Druga stvar pa, ker se mi zdi, da je pomemben, pa tudi malo odgovor na to, ker je Blaž rekel, to, kar praviš, se mi zdi tako, da je rešimo nekako, sem se spomnil, Stanley Cohen je svoj čas rekel, raziskave so pokazale, da vsak igrišče v Londonu, ki so izgradili, zato da bi zmanjšali delikvenco, otroška igrišča, da ni imela učinka, a bomo zdaj igrišča ukinili. Te gre, bi rekel, so etični, pa tudi estetski kriteriji bolj pomembni od utilitarnih. Otroci morajo imeti svoj prostor. Mi moramo delati tisto, kar se nam zdi, da je prav, da delamo. Moramo rešimo, tudi se srečevati z ljudmi, se meniti z njimi, skupaj prijeti. To so, bi rekel, stvari, ki so mogoče bolj pomembne, kot nekaj, kar bo. In v tem smislu, tudi sem ravno, ko sem se pripravljal za danes, sem malo pogledal tudi te zadeve iz Logatca. Tam rešimo, nekako je mrgolel od podatkov, v njihovih poročilih pa tako naprej. Te naše akcijske raziskave so bile pa neke lepljenke, včasih več bolj urejene, včasih manj urejene, ampak z veliko pomembnih uvidov pa, ki jih rešimo, kljub temu, so bili tam zraven Skalnar, pa Vodopivčeva, pa Kobal, pa ne vem, sami, jih je manj, manj rešimo takih pomembnih zadev. Je pa veliko testov pa tega in zgleda stvar dosti bolj znanstvena, pa ni. Evo, jaz bi za konec še potem tebi dal, Irena, besedo, predno ti jo pa dam, mi je tako zdaj prišlo še ob tem, kako da smo danes tukaj, kjer je psihoterapija, tako kar v naslovu tega projekta, zakaj nismo na socialnem delu. Ko sem večkrat pisal kaj o tebi ali pa razmišljal, sem prišel do enega tazga ključnega stavka, se mi zdi, ki še danes ga vidim, da si vzpostavil eno neverjetno plodnost in čišče, najbolj še kakšnega drugega, ampak tega gotov, ker sem tudi jaz s tabo zelo veliko sodeloval med socialnim delom in psihoterapijo. In s tem si mi naložil eno težko nalogo. Po eni strani se med psihoterapeuti ne čutim čist podoben, nekako malo drugačen. Veliko imam še vedno pa tudi opravka kot supervizor, skozi hodijo k meni socialne delavke iz raznih centrov socialno delo. In tudi tam mi je včasih težko poslušati te zgodbe, kjer manjka mogoče tega filigranskega občutka, ki nastaja iz tega intimne interakcije v psihoterapevtskih pogovorih. Ampak hkrati se mi zdi pa to sjajno. Ker imam neprenehoma nove možnosti, nove navdihe. Tako tudi se mi zdi zdaj pri vas, da ko gledam slovensko psihoterapijo, absolutno prevladuje individualna psihoterapija v teh prostorih. To iti v blato, kot sva se enkrat pogovarjala, ti bosonogi psihoterapeuti, tudi Southgate, ker smo tisto slikanco izdali strip. To je z mene izjemno spremenilo in
sem vesel, ker zdaj lahko upam, da se bo zdaj ta naša psihoterapevtska ambulanta, ki jo imamo za otroke in mladostnike, dopolnila počasi z raznimi skupinami in tem tudi skupnostnim projektom. To je nekaj, kar je zelo spet težka naloga, to je tisto, kar sem rekel, da sem dobil težko nalogo, ampak hkrati je pa to na tem zame en izjemno izpolnjujoč izziv in upam, da bom to prinesel naprej, da vas bom okužil s tem, če mora pravimo danes tudi skupnostno delo, včasih smo več teh pojmov imenovali, da nisem neka zaprta, klasična in psihoterapevtska pomoč, ampak da gre to tudi kako prenesti v razne kontekste, kot so recimo v taborništvu ali tako. Tako da, evo, Irena, še tebi za zaključek, kot tista, ki bo štafetno palco, upam, iz naših rok vzela in jo nesla naprej. Kaj si slišala danes? Kaj ti je ostalo? Predvsem veliko enih lepih zgodb. Hvala Miran za povabilo pa za besedo. Veliko stvari se mi je danes usedlo v srce in v dušo, tako na vsakega od vas bi se lahko odzvala. Ampak tako za konec se mi zdi pa res pomembno, ali pa tako bi rada malo pisala, kako drugače je biti na stolu z enim otrokom, mladostnikom, 1 na 1 v 45 minutah, pravzaprav pa ne veš zgodbe njegovega življenja, kako se on giblje, kako on razmišlja, kaj ima rad, kaj želi, kaj ne želi. Vse to se mi zdi izredno pomembno za psihoterapevtsko delo in za neke spremembe vedenja, mogoče kot nek indikator, pokazatelj neke spremembe. In kako je lahko tabor, prav ta naš tabor, ena priložnost, kjer lahko postanemo mi in ki imamo v bistvu pol možnost, da otroka spremljamo, spogovarjamo, gradimo ta odnos, ki tako manjka. In poslušamo njegovo življenjsko zgodbo in mogoče lažje razumemo, zakaj, ali pa skušamo razumeti, zakaj, kako to, da se odnaša, da se vede tako kot se, kako to, da preklinja, kako to, da ne vem kaj. Nekako integrirati samega sebe noter, začutiti. In z vso to vašo pomočjo upam, da nam Bog kdaj rata, čeprav vi ste rekli tako krasno, začetek je težak. Jaz mislim, da vsak tabor, vsaj pri meni, tako čutim, je znova težak in pridem do enega momenta, ko si rečem, should I stay or should I go. Lepo se Mojca bila točno tista, ki je prestregla ta moj moment na taboru. In takrat se najbolj usede ta misel, ne grem nikoli več. Ampak pa se nekaj zgodi, se pravzaprav ni nekega recepta, kaj točno, ampak s pomočjo vseh vrst se nekaj spremeni, nekaj zgodi in nekako zaključimo en tabor, to zgodbo in se potem ti otroci, mladostniki oslanjajo tudi na nas in želimo, da bi v ambulanto, tako eno nadstropje višje, jih lahko melkamo smer, da bi lahko delali z njimi, gradili te zgodbe naprej in to se mi zdi izredno dragoceno in pomembno. Hvala. Mi smo še eno besedo veliko kot uporabljali, miljejska terapija, torej za razliko od tega biti za 45 minut v sobi, a ne se pridružiti in živeti z njimi v življenjskem okolju. Sem večkrat rekel, da včasih sem več lahko spoznal otroku pri tem, ko sva skupaj čakala v vrsti za kosilo ali za večerjo, ali pa ko sva se srečala pred latrino, pa je bila potem težava, bi šel noter, ker je smrdel, pa je bilo treba z njim malo sparlamentirati, da vsem mogoče bi bilo fajn, da gre noter, pa se bom jaz še prinesel malo apna, pa še malo vode, pa bova sprala, pa je potem le šel in tako naprej. To so stvari, ki jih nikoli ne moreš v tej sobi terapevtski doživeti. Prijavila sta se še 2, bi ti se odzval? Ja, počas moramo iz koncu, ker jaz sem diplomiral 5 minut, če imamo, prav? 5 minut. Socialno delo, diplomiral sem sociologijo in diplomiral sem psihoterapijo. Vse poklice zelo cenim. Delal sem pa na centru za socialno delo in ta pristop zelo, zelo sodi na CSD. Tako da jaz ga ne bi spuštil samo izvoziti psihoterapijo.
ima prostor v tej ustanovi, ki še obstaja. In izkušnje so pokazale, da je, bi rekel, velik donos, ne? Velik prispevek k skrbi za zahtevno populacijo mladostnikov in posredno tudi družino. Sam CSD ne bo dobil patenta za to. CSD je preslaba ustanova, da bi imela ta zveneč patent. Je pa ustanova, ki zna zelo vključiti, če hoče, ta pristop v svoj delokrog. Zna dosegati visoki splen. Ne govorimo o isti stvari, Janko. Jaz pravim, da smo preveč plebejski, da bi to lahko dobil. To sem razumel, ja. Še jaz nekaj besed. Pred 7 dni me je Janko povabil na eno tako supervizijsko srečanje z parimi sodelavkami, ki so bile na enem vikend bivanju z skupino mladostnikov, mladostnic. No in to. Jaz sem še kar malo s težavo. Utrujen, pa kaj mi zdaj še tega treba. In potem Janko pravi, ja pa tudi Milena ne pozdravim. Aha, da bo malo sigurno, pa lažje bom šel. Ampak, ko smo končali tisti pogovor, sem imel občutek, ti si tako živo komentiral dogodke, ki so jih sodelavci opisovali, dopolnil z njihovimi življenjskimi zgodbami. Da se mi zdi kot socialni delavec, se ti to nabere. In kot psiholog do tega nikoli ne bi prišel. In seveda, zdaj pogovor, jaz o teh punčkah in fantih nisem nič vedel. Na koncu pogovora so stopili nekako pred mene žive slike. Recimo deklica, ki je imela problem z kontrolo glasa in je smrdela in se gravžala in tako naprej. Smo v pogovoru pokazali, da se to ni brezizgledna situacija. Ampak, če bi se zdaj nekdo lotil fokusirano, lotili se bomo terapije te motnje, bi se lahko zgodilo, da bi se nič ne dalo narediti. Razen mogoče kakšna kirurška reč ali pa kaj takega. No, in tako se mi zdi, da socialno delo kliče te načine dela, vendar pristop je pa bistveno drugačen. V naših taborih, ko je prišla Marajka, ona je pravzaprav prinesla na tabore kliničen pristop. Od nas je pa dobila neko drugo sliko in... Lopata po glavu. Kako? Lopata po glavu. Ja. Tudi, ja. Jaz bi sam še eno refleksijo nekaj, Bernard, za tole, ker to je bila tej deklici je najina hči, prostovoljka, in v bistvu ti bom rekla hvala, ker nek koment je bil, veš, kaj je bilo pa zelo dobro, ker je prišel Bernard, ker smo pa še enkrat to vse predebatirali. Jaz sem malo bolj posredno udeležena, se veš, ampak malo sodelujem, tako da res hvala ti, tako da zber še kdaj energijo za kaj tazga, skupaj z Milenom. Dve drobne reči. Moja izkušnja je, da človek teži k svetlobi. To se nanaša na vprašanje učinkovitosti. In včasih so neopazni trenutki, ki premaknejo zadevo. Moja osebna izkušnja je ta, Jaz sem od 4. leta do 9. leta imel astmo. Astmatične napade
vsako pomlad ali pa verjetno kdaj tudi vmes. Potem sem pa, mislim, da je bilo po 3. razredu osnovne šole, šel na počitnice k svoji krstni botri. Moja mama je bila zaskrbljena, anksiozna, že tako tudi zaradi moje bolezni in ne vem kaj. Ta krstna botra je bila pa taka široka ženska. In tam sem se srečal z njenimi hčerami, hodili smo se kopati na Savo, igrali smo se v nekem smrečju, po tistih počitnicah nikoli več v življenju nisem imel nobenih težav z dihanjem. To je prva. Druga, bolj taka načelna. Kaj je to prostovoljno delo pomenilo? Jaz takole razmišljam, pomenilo je dvoje. Prvo, ven iz ambulante. To se pravi, razširiti terapevtski pristop na bolj ali manj realne življenjske situacije in kolonija, tabor je te vrste stvar. In to je po mojem dobro nadaljevati tako ali drugače za tega ali za onega. In druga stvar, v socializmu je bilo prostovoljstva še pa še. Vse smo delali prostovoljno, vključno službo včasih. Ampak to je bilo, kako bi rekel, dirigirano prostovoljstvo. Pa ni nič zelo slabega. Jaz sem se prostovoljno udeležil mladinskih delovnih brigad. Noben me ni silil, res ne. Na tabore sem hodil prostovoljno in tako naprej. Ampak v glavnem je pa vse bilo pod neko kontrolo in so bedeli nad tem, kako se zadeve odvijajo. In te kolonije so bile prvi poskus od teh, koliko jih jaz vem, da so vodniki bili nepreizkušeni, nepreverjeni, neki sumljivi študenti, protirežimski so bili. Tako da je bil to po družbeni plati nova oblika prostovoljnega dela, se pravi tistega, ki ni kontrolirano od politike, ampak od stroke, torej neka strokovna ustanova se je spomnila, da bo to delala. In to je tudi po mojem bila neke vrste prelomnica. Evo, hvala. Hvala vsem tudi, da ste vztrajali. Zdaj vas pa vabim še na pogostitev, to je pa tule po hodniku, pa potem, čim pridete na konec tega hodnika levo, Jasna, je že vse pripravljeno, kako izgleda, a je že šla, očitno. Jasna, je že pripravljeno za pogostitev, evo, in nadaljujemo tam še z družabnim delom. Hvala vsem. Jaz bi tebi rad podaril, to smo zdaj prvi vodnik v psihoterapiji za ljudi naredili v eni taki zelo poskušamo berljivi obliki in stigmatizirati malo pred to psihoterapijo. Hvala ti za to, da si prispela. Irena, tole je darilo zate, to smo naredili prvi priročnik za ljudi in za psihoterapijo. Hvala. Hvala. Pa se je hotel, da te